Svetosti se ne meri v letih, vsak molitve je in del naštetih sprogramiran sem. Le od Boga, na Boga, za Boga, nisem kič, del načrta sem originalnega. Prosti. Sorry. Ej, a kaj pa te še ni? Ne, mesija ga ni, verjetno zamuja. Pa, ne vem, kje je. To je pa res pol čuda. To ni njemu podvogo. A ja, Genče je šel v bolnišnico obiskati, veš, tisto gospo, ki smo ji včeraj pomagali. Sam res. To je bilo čist kar da te podobno. Mene zanima, kaj bo kaj danes povedal. Ja. Bo kaj koga nama mu predstavil. Mogoče svoje starše, a? Starše? Ja. Kaj pa v starših povedal? Ne. Jaz rečem, da je en čudež ali pa svetnika. Ja. Veš kaj, Marija? Meni malo slabo, ali greva kam drugam? Ok, prav. Ja. Karla res že dolg ni. Pač, ti kaj pa, če je kje zbolel? A si videl, kako vam včeraj težko dihal? Sam po mojem ima astmo, pa je zaradi tega težko dihal. A veš, da včeraj prav nisem mogel spati, ker sem razmišljal, koliko dobrega je on naredil v svojem življenju. 2 leti je mlajši od mene, pa je naredil toliko več od mene. Tukaj imam vprašanj za njega. Kaj bi ga ti vprašal? Ja, a ni očitno. Kako postati kristjan? Ja, on bi to znal. Čakaj malo. Jan, kaj si rekel, da bi ti postal kristjan? Ja, itak, valjda. Rad bi postal kristjan, zato da bi lahko delal dobro, tako kot Karlo. Če potegnejo črto, zakaj ne bi izbral dobrih vrednot in bi si s tem izboljšal svoje življenje? Vi kristjani imate vse položeno v naročje. Kadar vam je težko, se obrnete na Boga. In kadar vam je dober, se mu lahko zahvalite. Tako da nikoli niste sami, tudi če pride največja tragedija možna. In tudi jaz nočem biti glih sam. Jan, a vidiš ti dva? A niste videli tako žalostno? Sam ne toliko žalostna, bolj bi jaz rekel šokirana. Se veš, bolnica je težek kraj. Bog ve, kaj se ima zgodilo. Zdaj je na lepšem kraju, zdaj ga več ne boli. Boš videla, Bog bo tudi nama pomagal, da bo olajšal to bolečino skozi čas. Ne bo naj zapustil. Ja, prav imaš. Dajva zmoliva, da premagava to žalost in za dušo v vicah. Vedno je rad molil za njih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj in ob naši smrtni uri. Zakaj? Zakaj on? Bil je tako dober. Res dober fant. Vedno me vpraša, kako gre mojim otrokom. Ampak zakaj on? Ni pravično. Ne. Le kaj bi on rekel, če bi me zdaj videl, kako ravnam s hrano? Dober dan, kako ste? Gospod in gospa Kutis, prosim, sprejmite moje sožalje. Res mi je žal, ker bi le lahko naredila kaj več. Ne, veste, veva, da ste naredili vse, kar ste lahko, da ste pomagali najnemu Karlu. In prepričana sva, da ste mu polepšali te zadnje dneve. Meni se pa zdi, da je on polepšal dneve vsem zaposlenim in vsem bolnikom. Pa niti ni želel prejemati nobenih protibolečinskih zdravil. Ja, veva, svojo bolečino je želel darovati cerkvi in papežu. Že zdaj dobim kar kurjo pot, ko se spomnim, kaj vse mi je rekel. Veste, v vseh svojih letih še nisem videla tako potrpežljivega bolnika. Res je bil nekaj posebnega. Najin zadnji pogovor je bil včeraj zvečer, ko sem ga vprašala, kako se počuti, in je rekel, umiram mirno, ker v vsem svojem življenju nisem zapravil niti minute za stvari, ki Bogu niso všeč. No, malo zatem je padel v komo. Se opravičujem, tega vam res ne smela povedati. Ne. Veste, več kot veva, lažje nam bo sprejeti, tako da hvala, da ste nam povedali. No, zdaj pa moram iti naprej. Resnično želim, da najdete mir v srcu in še enkrat moje sožalje. Tega starši res ne bi smeli rešiti. Dober, Dober dan. Oprostite, slišala sva vaš pogovor. ja, in res iskreno sožalje. Ne morejo si predstavljati, kar preživljate. Resnično, iskreno sožalje. Hvala vama. Hvala, kaj pa počnete tukaj? Ne vem, kateri šolar bi takoj po šoli odšel v park pred bolnišnico, namesto na igrišče ali kar domov. Ja, veste, v bistvu čakava enega prijatelja. Ravno tako mu je ime Karlo, ampak vas nekaj zamuja, ponovadi pa zmer točen. Midva sta najbrž Jan in Marija, ali vaju smem objeti? Ja, sva Jan in Marija, ampak Karlo je bil res vesel, ko ga je spoznal. Veliko je govoril o vam. kaj? Karlo je bil? A to pomeni, da... Ja, in da je bil najin Karlo, tudi vajin Karlo. Verjetno vama ni povedal, ampak Karlo je imel levkemijo. Zdravniki so mu poskušali pomagati, naredili so vse, karkoli so lahko, ampak žal neuspešno. Danes zjutraj je umrl. Karlo. Ženske je čisto zdrav, pa še včeraj smo se pogovarjali. Smo mlajši kot naj. Zdravniki na začetku niso vedeli, kaj mu je. Sprva so mislili, da ima gripo, potem ga je pa levkemija čisto onesposobila. Danes
mu je v možganih počila žila in zdravniki mu niso mogli več pomagati. Ampak zakaj on pa tega ni povedal? Jaz sem mislila, da smo si blizu. Verjetno ravno zaradi tega. Jaz sem prepričan, da vam je hotel govoriti o pomembnejših rečeh, dokler je še imel čas. Ne. Karlo bo prišel zdaj z vrečko drobtin in bo hranil golobe. Ne. Jaz ne čutim, da njega ni več tukaj in res ne razumem. Seveda ga čutiš, vsi ga čutimo. To je namreč lepota nebes. Leta, če sta za, vaju povabiva, da prideta na njegov pogreb. Vesela bova, če boste lahko prišla, pa se bomo skupaj poslovili od njega. Ja, bova prišla. Jaz sem čist skupljen. Dan sem hotel Karlota vprašati, kako postaneš kristjan. Pa se zdaj zdi to čist nedosegljivo. Ne obupaj, mi dva ti lahko pomagava. V življenju nisi nikoli sam. To je tudi Karlo govoril. Hvala, ampak v tem času nočem obremenjevati. Ne skrbi za naju. Se vidimo na pogrebu, velja? Ja. Hvala vam za vse. Z Bogom. Z Bogom. Dolgo nisva sedela na tej klopci, a ne? Zdaj pa že res dolgo nisva. Ampak imam občutek, da je Karlo z nama. Tudi na tele klopci. Itak da je. Ampak na malo drugačen način. O, pa glej, že prihajajo, je živjo. Avo! Hojla. Ja, koliko sta vidva že zrasla, no? Teta Marija, povej nama zgodbico o Karlu. A zgodbico mi rada? No, seveda vam jo povem. A tisto, isto kot vsako leto. Ja. No, v tem parku smo se pred 7 leti srečali jaz, Jan, pa vajin starejši bratec Karlo. In on nam je veliko pripovedoval o Bogu in Jana je tako navdušil, da je tudi sam postal kristjan. No, pa tudi jaz sem začela malo bolj verjeti v Boga. Potem pa smo se 3 leta kasneje srečali z vajinim atijem pa mamico in smo na tej klopci molili na priprošnjo Karla, da ji pri Bogu izprosi, da bi dobila še kakšnega otroka. In točno 1 leto zatem sta se rodila vidva. Vidva sta čudež, ki ga je Bog izprosil Karlo. Ja, res je. In vse to pomeni tudi, da ima sta vidva danes rojstni dan. In ja, in to je treba praznovati, tako da gremo na en sladoled, a ne? Vejte, gremo. In kak ste drugače? Dobro, kot vedno. Ugotovila sem, da me je Bog preko Karla poskušal pripraviti na njegov odhod. Če mi ne bi Karlo v tistem času pomagal najti vire, če ne bi dokončala katechetske šole in dnevno prejemala kajilo, potem ne bi mogla zdržati bolečine izgubljenega otroka. Sedaj gotovo vidiva širšo sliko. Kako pa gre kaj spletna stran? Odlično. Vsak dan sprejmemo kakega novega člana v zvezo prijateljev Karla Kutisa. Poglej! Ja, evo smo že nazaj. Ej, kaj jaz tu slišim? A bo naš prijatelj dobesedno razglašen za svetnika? Kdo ve? Če bo taka božja volja, potem gotovo. Danes pa praznujemo
rojstva teh dveh božjih otrok na zemljo in rojstva Karla za nebesa. Vse najboljše za vaju, vse najboljše za vaju, vse najboljše, draga dvojčka, vse najboljše za vaju. Živijo otroci! Upam, da ste uživali v letošnji oratorijski zgodbi. Če ste mislili, da je še konec, da je že konec, ne, ni še konec. Tukaj smo pred oddelkom, pred hematoonkološkim oddelkom in v bistvu točno tukaj bi se zdravil Karlo, če bi bil seveda iz Slovenije. Se pa tukaj zdravijo drugi otroci, ki imajo prav tako levkemijo kot Karlo. In v bistvu zaradi te bolezni letos ne morejo biti na oratoriju, ali pa mogoče ne bodo mogli iti na morje, tako kot vi ostali. In vas prosim v imenu vseh, ko smo delali tale film, da si vzamete minuto časa, zamolite kakšno Zdravo Marijo ali pa Sveti Angel za te otroke tukaj, pa za zdravstvene delavce, da bi dobro še naprej poskrbeli za njih. Pa se najte!